Ura je že 8, tako da mislim, da lahko počasi že začnemo. Pred nami je torej še zadnje srečanje. V okviru teh srečanj. Srečevali smo se torej zdaj od oktobra, pa je bilo že od septembra. No, pač 7. srečanje je pred nami. Je zadnje, tako po Zoomu, bo pa potem še eno v živo, kar nam je že napovedal brat Primož. Tako zahvaljujem se res vsem, posebej tistim, ki ste bili zvesti, ki ste nas spremljali vsakič, ko smo se tako dobili zvečer ob sredah. Tako pozdravljam danes tudi, če je mogoče še nov med nami. Pa bomo kar začeli. Tokrat bom z vami jaz, bom jaz kaj povedala, in sicer o Frančišku in Mariji. Nekako se nam je zdela primerna tema za marčevsko srečanje. Za nami je praznik Gospodovega oznanjenja ali pa Marijinega oznanjenja. Še so naše misli, naše srce pri Mariji, čeprav smo pa tudi že v tem velikem tednu. Tako pa začnemo lahko z molitvijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen. Tako. Zmolili smo torej Zdravo Marijo, ki je ena prvih molitev, ki smo se jo naučili gotovo že kot otroci. Mogoče še Sveti Angel, jaz se točno ne spomnim, kaj je bila tista prva, ki sem jo znala. Mogoče je bila tudi Zdrava Marija. Je ena najbolj domačih molitev, ker je molitev k materi. Je molitev, ki jo pogosto izgovarjamo tudi v težkih trenutkih. Je zelo preprosta molitev, ampak hkrati žal tudi izgovorjena velikokrat le iz navade. Če pogledamo, od kje prihaja pravzaprav ta molitev, ta molitev je na nek način rojena iz Boga. Vsi se spomnimo, da angel prinese te besede Mariji. Ampak hkrati, pa prihaja tudi iz človeka, kar tudi Elizabeta pozdravlja tako Marijo. Te prve besede te molitve, Zdrava Marija, Ave Marija, so v velevniku, pomeni pravzaprav veseli se. In torej vsakič, ko molimo Zdrava Marija, slišimo ta imperativ, s katerim je Bog vstopil v zgodovino te žene. Veseli se. Bog torej vstopi v zgodovino, v človekovo življenje z imperativom veselja. Torej prva stvar, ki jo Bog želi svojim otrokom, pač je čudovito, ni vera, ni zvestoba, ni pokorščina, ampak je veselje. Veselje, ki izvira iz tega, da se čutimo ljubljeni Božji otroci, da smo tisti, ki jim je odpuščeno. Torej, ko Bog vstopi v to našo zgodovino, se vključi v zgodovino, ki je ujeta v bolezen, v greh, v nezvestobo, v izdajo. Bog, torej on, najvišji, vsako dobro, najvišje dobro, je gledal to zgodovino in se je odločil, da bo vanjo vstopil. Je videl, da je njega vredna.
Torej, on je vstopil v moje življenje, v tvoje življenje, a ne, v naše življenje in se je začel zanj zanimati. In zato vedno, ko izgovarjamo besede Zdrava Marija, se lahko res neizmerno veselimo, ker te besede govorijo o tem, da je moje življenje, da je življenje sveta gledano z ljubeznijo. To je razlog za naše veselje. No, ampak kako pa je Frančišek povezan zdaj z Marijo? Marija ima v Frančiškovi molitvi posebno mesto. To, da je Frančišek, da se je rad zatekal k Mariji, vidimo v njegovih spisih. Ampak jaz bom danes se ustavila res bolj ob njegovi molitvi, tako ob eni molitvi. Ohranjeni pa sta dve, jih imamo v njegovih spisih, ki kažeta na Frančiškovo pobožnost do Božje matere. In sicer je v molitvenem bogoslužju Gospodovega trpljenja, vsi poznamo, pa vseeno, torej vedno pred psalmom in po psalmu je Frančišek molil antifono: Sveta Devica Marija, ni tebi enake med vsemi ženami sveta in tako naprej. Je pravzaprav kar malo čudno, da moli psalm, ki govori o trpljenju, in pred tem in po psalmu pač moli antifono, tole marijansko. Koliko mu je Marija torej pomenila? Druga ohranjena molitev pa je pozdrav Blaženi Devici Mariji. In v obeh teh molitvah je opaziti Marijin prav poseben odnos s tremi osebami presvete Trojice, ki ga Bog želi vzpostaviti z vsakim vernikom. Tako jaz bom zdaj prebrala najprej to antifono, vi pa bodite pri tem pozorni na ta Marijin odnos do treh božjih oseb. Sveta Devica Marija, ni tebi enake med vsemi ženami sveta. Hči in dekla vzvišenega kralja, očeta v nebesih. Mati najsvetejšega Gospoda Jezusa Kristusa. Nevesta Svetega Duha. Prosi za nas skupaj s svetim nadangelom Mihaelom in vsemi nebeškimi močmi in z vsemi svetniki svojega presvetega ljubljenega Sina, našega Gospoda in učenika. Torej, v odnosu do očeta je Marija hči in dekla. Hči mogoče pokaže malo na tisto božje delovanje na Marijo, dekla je pa tista, ki Bogu odgovori da, ki mu je pokorna. Tisto njeno delovanje. V odnosu do Sina je mati in v odnosu do Svetega Duha je nevesta. In najbrž pravijo, da je bil Frančišek prvi med pisci, ki je Devici Mariji dal naziv nevesta Svetega Duha, kar je pa danes tako v marijanski teologiji že kar običajno. Ampak ne le v Mariji, ampak tudi v mistični povezanosti vsakega kristjana z Bogom se uresničuje ta zakonski odnos, kot pravi Frančišek, po delovanju Svetega Duha. No, potem je pa druga molitev. Tukaj nam pa Frančišek pomaga videti, kako se Marija umešča v našo zgodovino. Torej, ta molitev, ki ji pravimo tudi Frančiškova Zdrava Marija, je pozdrav Blaženi Devici Mariji. Tako pa bom zdaj poskušala deliti zaslon z vami, da boste lažje spremljali, bom dala to molitev.
Upam, da vidite. Vidimo. A tudi tole okence, aha, ok, tako. Kako pa to lahko prestavim, da ne bo... Ne vem, kaj imaš v mislih. A vi ne vidite tega, kar jaz zdaj po... Aha, vi ne vidite, v redu. Sam Mi jaz vidimo vidim... celo molitev, čez cel zaslon. V redu, potem je v redu. Tako pa prisluhnemo še tej molitvi in lahko tudi hkrati beremo. Pozdravljena gospa, sveta kraljica, sveta Božja mati Marija, ki si devica postala cerkev. Izbral te je najsvetejši Oče nebeški in te posvetil z najsvetejšim ljubljenim sinom in svetim duhom tolažnikom. V tebi je bila in je vsa polnost milosti in vse dobro. Pozdravljena njegova palača, pozdravljena njegov tabernakelj, pozdravljena njegovo domovanje, pozdravljena njegovo oblačilo, pozdravljena njegova dekla, pozdravljena njegova mati. In vse ve svete kreposti, ki se po milosti in razsvetljenju svetega duha izlivate v srca verujočih, da jih iz nevernih spreminjate v Bogu zveste. Torej ta molitev, pozdrav blaženi devici Mariji, je hvalnica, ki spominja na zdravo Marijo, ki pa jo je Frančišek malo obogatil, si je sposodil tudi kje druge besede, iz kakšnih drugih molitev marijanskih, pa tudi iz Svetega pisma, iz Stare zaveze. Navdihoval ga je pa potem tudi Lukov evangelij, predvsem Lukov evangelij v Novi zavezi. Ampak vsi ti svetopisemski navdihi in liturgični odmevi pa v resnici ne zakrijejo tistega Frančiškovega navdiha. Ta molitev je pesem duše, ki izraža polnost vere in ljubezni do Božje matere. Saj kot pravi Čelanski, je Jezusovo mater obdajal z neizrekljivo ljubeznijo, ker je rodila našega brata, Gospoda veličastva. V njeno čast je prepeval posebne hvalnice, povzdigoval molitve, podarjal ji je toliko takšnih čustev, da jih človeški jezik ne more izraziti. Čelanski pa v prvem uradnem življenjepisu pravi, da je Frančišek po spreobrnjenju hvalil Boga in njegovo mater, slavno devico. No, ampak izraz hvalnica je tukaj treba razumeti tako kot verska pesem in ne v ožjem pomenu. Saj vemo, kdo je edini vreden, da prejme hvalo, slavo in čast in češčenje. Pravi Frančišek v hvalnicah za vse ure, to je edini Gospod, ki je vreden, da prejme hvalo. Torej na sveto Božjo mater Marijo, ki potem postane Gospodov tempelj in skupaj z njo na vse svete kreposti, ki njegove vernike združujejo z Bogom, pa Frančišek gleda kot na čudeže, ki jih je storil tisti, ki je polnost milosti in vse dobro. Njemu gre torej tista hvala, njemu hvalnica. Kristusovi materi pa pozdrav, tak ljubeč, spoštljiv pozdrav, in ta pozdrav je za vse rodove odmev pozdrava nad angela Gabriela. Ta pozdrav je pravzaprav eno vzvišeno stanje pri Frančišku, ko ljubezen kontemplira, poje, pozdravlja, popolnoma pozablja nase in se steguje proti kraljestvu. Tako zdaj ta Frančišek, ki vemo, da je glasnik velikega kralja, zdaj postane Marijin pevec, pevec ponižne služabnice, ki jo je povzdignil v dostojanstvo kraljice. Zdaj pa meni to ne deluje. To, kar sem delila.
Sam mal potrebovala pomoč, ne vem, zakaj se ne premakne naprej. Na naslednji slajd, ok. Ja. To pa ne bi vedel. Poskus ven iz prezentacije, pa... Aha, trenutek. Aha, sem našla način. Dobro. Torej, zaenkrat še isto vidimo. Ja, je pa obarvano, ne? Prve 3 vrstice, vidite, obarvane. To. Torej, Bog povzdigne Marijo v dostojanstvo kraljice, a ne? Pozdravljena gospa, sveta kraljica, sveta Božja mati Marija. Tako, ampak kraljica, a ne, med besedi, a ne, ki pa sta prišli iz ust nadangela Gabriela, torej pozdravljena Marija, pa Frančišek tukaj ustavi, a ne, še kaj drugega, a ne, še odmev drugih marijanskih molitev. Pozdravljena kraljica, mati usmiljenja, zdrava v nebes kraljica, zdrava angelov gospa, da bi prišel pravzaprav do bistva, do srca marijanske skrivnosti, ki pa je sveta Božja mati Marija. Sveta Božja mati Marija, in vidimo, a ne, to, zdaj, ki imate pred seboj besedilo, je tudi potem tam na koncu, ko pozdravlja, a ne, ko imamo tistih 6 pozdravljena, je na koncu tudi pozdravljena njegova mati, a ne, tako kot en okvir. Ta materinskost je pravzaprav srce. In takoj na to, a ne, ko reče sveta Božja mati Marija, je tam vejica, niti ne zaključi, a ne, se ta skrivnost odpre zgodovini odrešenja. Marija, ki si devica postala cerkev. Ja, ali pa tudi, ki si postala devica cerkev. Jaz sem izbrala pač, ki si devica postala cerkev. Mogoče je vam znano bolj druga oblika, ampak dobro. Torej, kakor je Marijino naročje najčistejši tempelj, v katerem je beseda postala meso in prebivala med nami, tako je cerkev za Frančiška predvsem kraj, v katerem se ponavlja čudežni dogodek učlovečenja Božjega sina. Se lahko spomnimo nekaj srečanj nazaj, ko smo govorili o Božiču, o evharističnem Božiču, torej, kaj se vsak dan dogaja v cerkvi. Glejte, vsak dan se poniža, prav tako kot takrat, ko je s kraljevega prestola stopil v telo device. Vsak dan pride k nam v ponižnosti. Vsak dan stopa iz očetovega naročja na oltar v duhovnikove roke. Pravi Frančišek v prvem opominu. Tako je Marija, ki je prva sprejela Božjega sina in ga naredila navzočega v svetu, devica postala cerkev. Pa spet lahko rečemo, postala devica cerkev. In nadaljuje: Izbral te je najsvetejši Oče nebeški in te posvetil z najsvetejšim ljubljenim sinom in svetim duhom tolažnikom. No, s temi besedami pa Frančišek povzema dogodek oznanjenja, ko je torej Marija, ko je izbranka od očeta, pomirjena, ko jo angel pomiri, ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. In takoj je ta devica, cerkev, posvečena s hkratnim spustom svetega duha in sina vanjo. Spet po angelovih besedah: Sveti duh bo prišel nate in moč najvišjega te bo obsenčila. Zato se bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji sin. Torej, izbral te je najsvetejši Oče nebeški in te posvetil z najsvetejšim ljubljenim sinom in svetim duhom tolažnikom. In zdaj Frančišek kot v ekstazi premišljuje o tem nedotaknjenem čudežu žene, ki jo je Bog Oče od vekomaj izbral za bivališče svojega sina. V tebi je bila in je
vsa polnost milosti in vse dobro. Marija je polna milosti ob angelovem pozdravu, ker je Božji sin, v katerem telesno prebiva vsa polnost božanstva, pravi pismo Kološanom, je zdaj v njenem telesu in jo resnično preplavi vsa polnost milosti in vsega dobrega, kajti samo Bog je dobro, vsako dobro in najvišje dobro. Ja, preroki so že govorili o njej, o Mariji, o Božji materi in o cerkvi, ko so govorili o kraju njegovega bivanja. Pri tem pa so omenjali starodavne kraje Božje navzočnosti med njegovim ljudstvom. V Mariji pa lahko kristjan zdaj končno zre in pozdravi resničnost. Pozdravljena njegova palača, pozdravljena njegov tabernakelj, pozdravljena njegovo domovanje. Torej palača, tabernakelj, domovanje. Frančišek torej omenja te kraje navzočnosti Boga med Izraelci. Tempelj je tisti kraj, kjer je Bog navzoč, kjer je trajno prisoten sredi življenja svojega ljudstva. Marija je zdaj tista, ki je lepa, prelepa, ki je bivališče, kjer se Bog pusti srečati, kjer se Bog pusti človeku srečati. Torej, od učlovečenja naprej se lahko Bogu približamo po Mariji. Marija je tista varna pot, je varen kraj, prostoren, kjer se živi, na tem kraju se lahko živi in v njej se Bog pusti srečati. Kot se spomnimo, da David ni mogel zgraditi hiše za Izraelovega Boga, pa tudi Salomon ni zares zgradil hiše za Gospoda, ki ga ne more obseči nebo in nebesa, niti kraljeve hiše zase. Bog namreč je sam zgradil tempelj, tabernakelj in palačo zase in za Davidove potomce, ko si je njegova večna modrost naredila hišo v Devici Mariji. Torej v tem prvem jedru tiste cerkve, v katere naročje so poklicana vsa ljudstva sveta. V tej Frančiškovi molitvi, torej v Frančiškovi Zdrava Mariji, se starodavni simboli razblinijo, končno preidejo v resničnost. Pozdravljena njegovo oblačilo, pozdravljena njegova dekla in pozdravljena njegova mati. Torej Frančišek naslika mater kot oblačilo, tisto oblačilo, ki stvarnika obleče, ki zagrne njegovo meso. Marija je tisti prostor, kjer je Bog zaščiten, kjer ga greje ljubezen te žene, ki moli. Je prostor, kjer Bog počiva, ker v njem najde vse, da se lahko naseli. A ni lepo, da se Bog tako v Mariji lahko usede in si odpočije. Torej Marija postane Gospodovo oblačilo, ko se v njej izpolni skrivnostna beseda preroka Jeremija. Prerok Jeremija pravi: kajti Gospod je ustvaril nekaj novega v deželi, žena obdaja moža. Kot oblačilo obdaja tistega, ki ga nosi. Torej, ti skrivnostni simboli, starozavezni, so se razplinili. Bog se je končno ozrl na nizkost svoje dekle in jo naredil za mater sina, ki bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Torej, ta mati, Božja mati, je oblačilo, pravi Frančišek. Potem pa pravi, da je dekla, torej služkinja, sužnja, ki živi v Gospodovi hiši. Torej, tista, ki je v tesnem stiku z njim, ki mu pripada. Odločilni lik Marije je, da je navzoča v zgodovini.
da je tesno povezana z Bogom, je ranjena kot služabnica, je brezmadežna dekla. In mi smo res potrebovali Marijo, čisto, brezmadežno, ker lahko sam brezmadežno srce, brezmadežno življenje, te brezmadežne roke so lahko odprle vrata Bogu v tej bolni zgodovini, ne da bi jih omadeževal in umazal greh. No, v tem nizu svetopisemskih vzdevkov, ki so nagneteni v Frančiškovi molitvi, je na en tak zgoščen in na drugačen način izraženo začudenje Elizabetinega prvega pozdrava Božji materi. Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. In odkot meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda. Frančišek to Elizabetino začudenje omenja, ponovi tudi v že prej omenjeni molitvi v antifoni molitvenega bogoslužja Gospodovega trpljenja, ki je pravzaprav, kot smo že tudi omenili, povzetek trinitarične marijanske teologije. Torej, sveta devica Marija, ni tebi enake med vsemi ženami sveta, hči in dekla vzvišenega in najvišjega kralja očeta v nebesih, mati najsvetejšega Gospoda našega Jezusa Kristusa, nevesta svetega duha, prosi za nas in tako naprej. No, tukaj tudi vidimo, da je Marija, pravzaprav Frančišek naredi eno pregrado med Marijo in vsemi drugimi ženskami. Pravi, ni tebi enake med vsemi ženami sveta. Pa vendar, če gledamo naprej, od tega neponovljivega dogodka med Bogom in Marijo, Frančišek preide k razmišljanju o čudežih, ki jih Gospodov duh nenehno uresničuje v srcih svojih vernikov. Pravi, pozdravljene vse ve svete kreposti, ki se po milosti in razsvetljenju svetega duha izlivate v srca verujočih, da jih iz nevernih spreminjate v Bogu zveste. Torej, nekateri ugotavljajo, da naj bi bil ta zadnji del pozdrava blaženi devici Mariji, da bi pomenil sklicevanje na to, da postanejo Kristusova mati tisti, ki verujejo v Boga, oziroma so Bogu zvesti. Torej, Marija je drugačna, kot vse druge žene sveta, ampak v bistvu ne samo ženske, tudi moški, vsi, ki so Bogu zvesti, lahko postanejo matere. Kristusove matere, No, Frančišek o tem materinstvu govori tudi drugje in ga vsakič obravnava skupaj z delovanjem svetega duha v vernih. Če se spomnimo, mogoče bi bilo fajn, da mi, ki smo tukaj danes zbrani, da poznamo pismo vsem kristjanom, mislim, da ga poznamo. Tukaj Frančišek globoko prodre v skrivnost Boga, ki se razodeva človeku in nas spomni, da lahko vsi otroci nebeškega očeta, ki živijo v zvestobi njemu, tako kot devica Marija, postanejo matere našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tako pravi v pismu vsem kristjanom. Njegove matere smo, kadar ga nosimo v svojem srcu in svojem telesu, po ljubezni in po čisti in iskreni vesti, in kadar ga rojevamo s svetimi dejanji, ki morajo drugim svetiti za zgled. No, v Marijini rodovitnosti se uresničuje prva in najvišja deviška rodovitnost Cerkve. Tisti, ki želijo v svetu z nenehnim delovanjem svetega duha obnoviti čudež rojstva Božjega sina, se morajo torej zgledovati po Mariji, po njeni veri, po ponižnem uboštvu in po njeni ljubezni.
tako smo videli, a ne, že vzporednico v tej molitvi med Marijo in Cerkvijo. Iz izrazov, ki jih je Frančišek uporabil v tej molitvi, v pozdravu Blaženi Devici Mariji, lahko vidimo tudi res to mistično pojmovanje Cerkve. In lahko sklepamo, da Frančišek v Mariji kot v prototipu vidi povzete glavne značilnosti Cerkve. Nazive, ki jih uporabi za Marijo, lahko uporabimo za Cerkev in domnevamo, da je po Frančiškovem mnenju tudi Cerkev izbrana in posvečena od Trojice. Je Božje bivališče na zemlji in je nosilka Kristusa in njegovega evangelija vsem ljudem. Mora biti ponižna dekla in rodovitna mati Božjega življenja na zemlji. Tako, jaz bom počasi zaključila, šli smo čez molitev, bi pa sam še spomnila, ne, da je Frančišek, ko je slišal, ne, Božji glas, naj gre in popravi Cerkev, se je takoj lotil dela, ne, takoj je začel z obnovo cerkva. In razlog, zakaj je Frančišek kot tretjo cerkev za obnovo izbral Porciunkulo, je bil, kot pravi Čelanski, ker je ves gorel v predanosti do matere vse dobrote. Vemo tudi, da je se počutil potem srečnega, ker je Marija Angelska postala kraj srečevanja bratov. In tudi vemo, da je prav tukaj v Porciunkuli, v Mariji Angelski, v tej cerkvi, z malo in tudi z veliko pisano, zaključil svojo zemeljsko pot. Tako pravzaprav sem pozabila postaviti naprej, tako imamo tukaj še Porciunkulo. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost. Danes namenoma, to je, sem rekla, ne, zadnje srečanje in ponavadi je tako tudi na predavanjih, ne, vsaj moja izkušnja, da je zadnja ura, je bilo kaj popusta, ne, malo krajše, ali pa smo šli na kakšen sladoled ali kaj podobnega. No, sladoleda danes ne bo, mogoče bo v aprilu, ampak danes pa bodi to. Jaz pa vas povabim, da se ustavimo še malo v pogovoru, ne bomo šli v skupine, ampak še tole preneham deliti. Tako, zdaj pa me vidite, a ne? Pa vas povabim, a ne, da podelimo tudi naše izkušnje. Sveti Bonaventura je zapisal, a ne, da če želimo najti Kristusa, se moramo najprej približati Mariji. Me zanima, če se strinjamo s tem. A pa mogoče še eno trditev tako dajem za izhodišče, a ne, ko slišimo pogosto Kristus da, Cerkev ne. Ja, čistko, kakšen je moj odnos do Marije, pa kakšen je moj odnos do Cerkve.